na nocojšnjem večeru. Najprej bi povabil naše goste, da se karoseramo zdaj za mizo, da ne bo okrogla miza, pa tudi meni, da nismo rekli, da bi bila okrogla miza, ne, da je pogovorni večer. Zdaj ne vem, kje se več kregajo. Pogovorni večer je na okroglih mizah, da je še energijalni debat. Aj to ima, pijo in ima. Bom pa jaz na koncu, kot moderator. Bomo videli, tu so taki današnji gostje, so močni gostje. In so vsi zelo, bom rekel, tako duhovno, tudi družbeno in sicer aktivni, tako da bomo videli, kako bo tole moderiranje sploh uspelo, jaz upam, da bo. Ne? Jaz sem pa še zelo neizkušen moderator, tako da se pravi, najprej vas res lahko pozdravljam na tem pogovornem večeru v okviru Svetopisanskega maratona 2014, kar pomeni, da v neki organizaciji te ekipe ta Svetopisanski maraton že poteka od leta 2008. In moram reči, da to maratonsko branje in ta pobuda vse nas, tudi organizatorje, na nek način preseneča. Presenečajo nas odzivi ljudi, čeprav vemo, da je Božja beseda živa in dejavna, ne? Ampak vsakič znova, ko to na novo doživiš sami in ko vidiš, da to ljudje doživljajo, ne vem, zakaj smo še zmeri presenečeni. Torej, nocoj med nami, res lepo pozdravljam naše goste. Bom začel tam pri patru Branku Cestniku, ki ga vsi zelo dobro poznamo, duhovnik, klaretinec, tajnik Slovenskega pastoralnega sveta. Ne? To ne pomeni, da je tajnik padatif, ampak da je šef. Ne? Tako da, seveda, poznamo ga kot enega od pobudnikov te slovenske pastoralne prenove, pipa tega pastoralnega dokumenta. Potem, Branko, dobro večer, dobrodošli med nami. Zdaj pa sledijo moji trije sodelavci. Najprej moj en šef, Matjaž Črnivec, generalni tajnik Svetopisanske družbe Slovenije. Človek, ki sem ga jaz prvič srečal tam nekje leta 2006, ko se šel k njemu neki snemati en video in sem ga poslušal, pa sem rekel, od tega strica bi se pa rad jaz zdaj še kaj naučil. In se mi je ta želja potem v relativno kratkem času in čist nenačrtovano in čist po Božji volji nekako izpolnila. In moram reči, da je Matjaž je evangelijski kristjan in ni katoličan in nam bom nocoj predstavil, bomo rekli, tisti pogled od zunaj. Je pa tudi evangelijski v smislu, da je izjemno zagret za evangelij, za evangelizacijo, za Boga. Tako da, Matjaž, hvala, da se Karmen Kristan, mami in pa neutrudna in neumorna sodelavka Svetopisanskega maratona, mislim, da prvo leto še nisi bila z nami, ampak od takrat naprej pa skozi. Vsako leto prevzemaš najrazličnejša področja organizacije, nocoj, oziroma letos si prav te spremljevalne dogodke v veliki meri prevzela ti, tako da ti v bistvu nocoj kradem besedo, ampak jo še imela potem kasneje. Tako da Karmen Kristan, tudi članica odraslih skavtov in sicer pač tudi imaš izkušnjo duhovnega spremljanja tukaj pri jezuitih v Ignacijevem domu in nam bo podala en tak ženski notranjo izkušnjo delovanja v teh različnih naših cerkvenih pastoralnih okoljih. Dobrodošla. Zdaj pa še moj drug šef, ne? Jaz sem zdaj par mesecev polovično v Svetopisanski družbi, polovično pri družini in življenju, kjer oče in mama, Dani in pa neprisotna Vilma Siter, vodita to gibanje za pastoralo zakoncev, v okviru katerega je pač v Sloveniji veliko število zakonskih skupin, 12 seminarjev na leto, na temeljnih nadaljevanjih. In je človek, ki me je pač kot oče oblikoval, jasno, in me je, bom rekel, navdušil in zagrel za evangelizacijo, za Božjo besedo, za širjenje evangelija. Pred leti je prevedel to knjigo Evangelizacija, izziv za katoliško cerkev, ki je zdaj z odličnim Brankovim uvodom izšla na novo pri družini. Kdor je še ni prebral, jo toplo priporočam, čeprav gre za konkurenco. Skratka,
Ja, in nocoj smo tukaj z vami zato, ker želimo še drugo knjigo, ki jo je izdala družina, promovirati. Ampak ne gre tukaj za družino, pač pa za papeža Frančiška, ki je zdaj papež, bo počasi 2 leti, še ni čez 5 pa pol dober, in ki nas že ves čas izjemno preseneča. In nas je presenetil tudi s to okrožnico oziroma spodbudo Veselje evangelija, ki je pač sledila sinodi. Zdaj vemo, da poteka v Vatikanu sinoda o družini. Pred 2 letoma, leta 2012, je pa tam potekala sinoda o novi evangelizaciji. In kot vemo, je vsake sinode posinodalna spodbuda. Ta spodbuda, Veselje evangelija, o kateri bi se nocoj pogovarjali, se zanimivo ne imenuje posinodalna, ampak se imenuje samo spodbuda papeža Frančiška, Veselje evangelija, ker je očitno vanjo vnesel toliko samega sebe in je tukaj njegov neposreden apel, neposreden poziv, ki vsi tukaj prisotni mislimo, da je izjemno pomemben, in upamo, da bo tudi nocojšnji večer malenkostno pripomogel k temu, da se ta poziv ne gre prehitro mimo nas. Sem mislil povzeti to okrožnico in njeno vsebino, ampak bomo ves čas govorili o njej, ampak glavni odmev, ki ga slišimo skozi to celotno okrožnico, je kristjan, ki se je osebno srečal s Kristusom in ga je ta prevzel, ne more biti drugačen kot vesel kristjan. In veseli kristjan, ki ga je Kristus prevzel, je nujno tudi kristjan, ki je misionarsko zagret kristjan. Sad misijona pa je osebnost preobrnenja v življenjih ljudi. In tudi danes prisotni gostje so imeli izjemno, bom rekel, zanimive življenjske zgodbe, kako se jih je Kristus prvič dotaknil. Upam in verjamem, da se jih tudi stalno dotika vsak dan, ampak vsak pa ima neko močno izkušnjo nekega osebnega spreobrnenja. Spreobrnenje, ki je porodilo tudi veselje, zato bi začel kar s Patrom Brankom, če bi nam lahko na kratko povedal, kako se vas je Gospod dotaknil, dodajal, v katerem obdobju življenja na kak način. Ja, jaz prihajam iz klasične katoliške podeželske družine. Klasična katoliška podeželska družina pomeni, da ata ne hodi k maši, če pa ti ne greš pa tebe. Ja, to malo karikiram, ampak pač čisto tradicionalna katoliška vzgoja, pri nas se pač hodi k maši, dela, tak ne. Družinska molitve sicer ni bilo, ampak neka taka ohlapna katoliška identiteta, ja, zlasti preko mojega starega očeta, ki je, kljub temu, da je bil tudi med drugo svetovno vojno blizu partizanskemu gibanju, zaprt od gestapovcev 2-krat tepen in nikoli vstopil v partijo, je redno hodil k maši. Torej, je držal to zvestobo cerkvi do konca. In tudi ni hotel nobenih privilegijev za to, ker je pač pod gestapovci trpel. Šele po njegove smrti je babico bilo borčevsko penzijo za njega. Torej, in mi je bil ta zgled, že prvi taki družinski zgled, nekako ta steber, in pri njem sem tudi našel knjige, ki jih je prečital, bral, to so bili Janžekovič, ta filozof, Trstenjak, to se je veliko bralo takrat v 60-ih, 70-ih, pri teh katoliških intelektualcih. Ampak potem, seveda, sem malo zglajzal, kot se temu reče, po birmi, tako kot danes večinoma katoliških mladcev in mladenk, po birmi greš, zares v svet. No, in sem šel potem na vojaško gimnazijo, tukaj v Ljubljano, ampak seveda, ni bila to neka odločitev za ateizem. Čeprav potem se hitro začelo pokazati, da se tu pričakuje, da si ateist, In takrat seveda, kot si ta pritisk začel doživljati, češ, ti boš oficir Jugoslovanske ljudske armade, jaz sem si pač to predstavljal zelo romantično, oficir, vojska, teren, manevri in obramba novine kot sila. Ampak, seveda, boš seveda v partijo stopil in to pomeni, da pač nisi veren. In potem sem se pa pri 16 mogel vprašati, kako zdaj, to res, bom jaz res neveren ali kaj,
In tako me je to vprašanje Boga preko sistema me začelo spet žgečkati. Tako da je potem me sistem izpljunil, smo je vrgli iz vojaške gimnazije in je to po drugi strani tudi osvobodilo mojo duhovno iskanje v gimnaziji. No? Tisto duhovno iskanje je bilo, malo sem podetkov vzel to, da sem bral Janžekoviča, Smisel življenja, ena knjiga, ki me je prepričala od Janžekoviča, in svetopismo. Kma še nisem hodil, svetopismo pa sem bral. To je bilo 3. pa 4. gimnazije. Svetopismo sem bral, sem celo šolo špric, da sem lahko svetopismo bral na obrežju reke Drave. Cestni, kje si bil včeraj? Tošica v Goši, sem bil gome naviral, pa malo čital. Hvala za iskreno, še jaz ne opravičen. Tada sem potem še nekaj letnikov, potem še pa sem šel v Međugorje takrat, zaradi vednosti, tam sem šli nekaj polemistične stvari in sem šel preko Međugorje, nisem nič posebej doživel, ampak tisti prostor, tista drugačnost, tista preprijenost z mističnim, bi rekel, me je potem dokončno vrnila v oče cerkve. Tada pa eni sve imaš ta dotik, ki je nekje skozi vzgojo, skozi zglede starega očeta, tudi župnika našega. Po drugi strani pa ta izredni dotik, ki se je potem zgodil v takih napol mističnem vzdušju. Ne bom rekel izkušnje, ampak vzdušje. Pa svetopismo, ki te spreminja branje, te spreminja, ne mogoče da ostaneš isti. Se pravi, zgledi in pričevanje pisane besede, takšne in drugačne kombinacije z direktnim nagovorom od zgore. Tako. Hvala. Matjaž, ti si imel enega človeškega nagovoritelja, ne? Tudi ja, nekoč nagovoril. Zanimivo, kako je po eni strani moja pot drugačna, po drugi strani pa podobna tem, ko smo ravno slišali. Jaz namreč prihajam iz točno nasprotne vrste družine, se pravi nekatoliške že par generacij, se pravi tukaj pri nas doma sem ni verjel v Boga, ni se tudi nasprotoval, posebej temu, pač tega ni bilo. Tako da sem pač gor odraščal kompletno brez tega. Ko sem bil tam nekje, najstnik, tam mogoče 16-17 let, se mi je ta svet začel zdeti zelo brezvezan, ne, nekoliko pač začel iskati, mora biti nekaj več, ne mora biti. Pač neka taka intuicija je bila nekaj v meni, ki me je gnala, da sem začel kopati in brati. In najprej sem začel brati razne tekste in knjige iz Daljnega vzhoda in pač indijska mistika in zen budizem in te stvari, ker jih vemo, jih je danes, to je zelo popularno, ne, to je New Age se temu reče, ne, in pač iščeš in si gradiš. V glavnem, pač to je bila... Sem pa tam saj, do tega sem prišel, ne, da je nekaj več, ne, ta čist materialistično razlaga sveta ne zdrži. Ne gre skozi enostavno, to ni to. In seveda sem ob tem tudi, sem pač normalno sem slišal za krščanstvo, ki je pač tukaj, ne, ampak to me ni zanimalo, v bistvu si nikoli nisem želel biti kristjan. To je bila, prav tako se razmišljal, če karkoli sam kristjan, pa ne bi bil. In tako pač je bilo, potem pa se je zgodilo, jaz sem se spreobrnil januarja 1992, takrat sem bil na fakulteti, študiral sem primerjalno književnost in je bilo tako, je bilo kar zelo dramatično. Povabljen sem bil na en prosti dan, v bistvu. In tam na tistem rojstnem dnevu je bil en moj znan, sem bil velik prijatelj, ker sem pa videl, da je drugačen, da se obnaša kompletno drugače, kot se je prej zelo aroganten in tak. Zdaj pa sem videl, da je čisto miren, kropek. In jaz sem se takoj začel njemu svojo vzhodnaško filozofijo razlagati in to, ne. On pa mi začel govoriti o Jezusu, ne. In tisti me je zelo tako presenetil, tudi seveda zaradi tega, kako je govoril z mano, ker se ni probal argumentirati, ni se probal prepirati z mano, samo zelo preprosto mi je govoril o Jezusu. In pravzaprav se na eni točki, ne, v bistvu sem rekel, ja, se Jezus je v redu, sem kaj pa zdaj ta križ, to je nekaj morbidnega, kaj se to vi kristjani greste, ne, sej Jezus v nauk, v redu, ljubite, ne vem, svoje sovražnike, super, ampak križ, to je nekaj morbidnega, ne.
In on mi takrat tako zelo preprosto razložil, ne, rekel, Matjaž, to je križ, to je Božja ljubezen. Takrat je Jezus za tebe umrl, takrat je Jezus tvoje grehe vzel nase in jih je kompletno te rešil vsega tvojega greha. Ne. In takrat se je mene na luč tako pržgala, sem rekel, to pa je nekaj. Ne. In takrat seveda moje ozadje je bilo čisto druge. Ne. Slišal sem za ene zgodbe, ne, da neki dobri te učitelji indijske joge, ne, da lahko vzamejo svojim učencem neki njihove slabe karme, ne, in bo ratajo bolani za 2 tedna. Ne. In jaz sem pa takrat v glavi tako povezal, Jezus je pa tako dober in ker je Bog, ne, lahko pa vzamejo celega sveta to breme greha nase. No, in to je bil moment, ko mi je tako res nekaj pač se mi je spremenil. No. In zdaj, seveda, pa sem jaz sprašal, zdaj, kako pa jaz tega, kako ratam deležen tega. Ne. On je rekel, nič, začni verjeti Jezusa, sprejmi Jezusa, sprejeti moraš ta Božji dar. Kako to naredim? Kar zdaj reči Jezus priti v moje življenje. Tam sem rekel, zdaj, kar tako. Verjeti Jezus priti v moje življenje. Zabava je šla naprej, nič ni zdaj zgodila, da spomnim se pa tisti večer, potem, ko sem šel domov, ravno ko sem v bistvu hotel zaspat, je prišla ena misel okrog mene, tako prav sem začutil, da me je objel nekaj z vsem što nekaj tako, Matjaž, da bo vsega konc, kar si poznal, da se pa nekaj novega začenja. In obenem sem čutil popolno varnost, čeprav je misel, če bi tako rekel, je grozljiva, ne. Vsega je konc. Ne. In spomnil se, da sem se probal še tako v mislih, malo kaj zdaj boš kristjan postal, kaj. Ne, ampak je bil ta občutek je bil premočen, nisem mogel se mi upreti. No in potem naslednji dan me je pa povabil v cerkev, to je Dinkošna cerkev, tle na Celovški, in sem šel na bogoslužje, prvič tako. Je bilo pa ravno takrat tako, da so bili eni mladi študenti teologije, takrat je bila vojna na Hrvaškem, iz Osijeka so bili tukaj. In en od njih je pridigal, jaz se spomnim, tiste pridige pač govoril, jaz sem do pisma o Jezusu, tista pridiga me pa dejansko zadela v dno srca. Ne. Prav spomnim se, da je bilo tudi tako, on je govoril, jaz sem probal spodbijati njegove argumente in on mi s prižence odgovarja na to, kar si jaz mislim v glavi, kako ga spodbijam. No in pol na koncu me je ratal strah in sem sam, ker bilo tam na koncu bogoslužja zmeri pokličal, če kdo želi se predati Bogu, da bo molil za me, sem šel sam gor, sem rekel, molite za me. In tako, to je bil zelo tak drastičen obrat. In potem, moram reči, da dejansko Sveto pismo sem potem šele res lahko začel brati. Prej sem ga poskušal, pa mi ni šlo, potem sem ga pa požrl, tako vem, da sem novo zavezo sem po mojem 3 dneh prebral, ker šele takrat mi je res ta beseda spregovorila in potem pač, tako me je Bog zagrabil, no, in me je pripelil tja, kamor jaz, po tej svoji neumni pameti ne bi nikoli prišel, sem zelo hvaležen Bogu, ker to mi jasno, da je milost od Boga, ne. Bog je bil izredno potrpežljiv z mano, tako mislim, se lahko sam čudem tej Božji dobroti in pač tako tukaj na tej poti, da se ne trudim slediti. Hvala. Dejstvo je, da je bil pričevalec, je bil znanjevalec, pa je bilo pričevanje duha, spet to. In kot bomo nocoj še slišali, evangelizacija je taka težka naloga, ki se je v bistvu zelo neradi lotimo, ker mislimo veliko, da smo v njej sami, ne? Ampak nismo. Ne? Gospod je tisti, ki že vnaprej pripravlja srca tisti, katere lahko ne govorimo. Ne? Kar me vem, da zdaj ti podeli svojo zgodbo, ki je tebe zadelo, oziroma kje te je Jezus srečen in kje si ti srečen na njega. Ja, imam nekaj skupnih točk z Matjažem pa Brankom. Moja starša nista bila verna, čeprav sta bila verno katoliško vzgojena. Je bila pa babica tista, ki me je uvedla v to ljubezen do Jezusa, do molitve, zato sem tudi vse zakramente naredila, sem pa tako kot večina tudi po verni odpadla v te katoliške vere, zato ker nisem dobila tistih odgovorov, ki sem jih iskala. In se šla potem tudi iskati v te razne vzhodnjaške oblike, poti do samega sebe, pa raznih meditacij in tako naprej. Potem sem prepoznala, da je to nekaj napačnega, da je vrtenja samo okrog same sebe in me je spravila celo eno hudo depresijo v enem obdobju, tako da sem stanovala na Ljubu.
pri eni gospe, ki se je zelo zauzemala, da bi se na Goriščku spet cerkev obnovila, me je ona nekako nazaj pripeljala preko Marije, ne, do tega, da sem si kupila najprej Sveto pismo Nove zaveze in začela spet prebirati. To je bila ena taka počasna pot vračanja nazaj, z ene oddaljenosti, in si je najbolj drastično vrnila potem, ko sem po poroki, po 4 letih, se mi je zgodila ena strašna kriza v zakonu, to je bilo res, so se hude stvari dogajale in sem takrat nekako čutila eno težko krivdo, ne, da je pač se moje življenje k temu pripeljali in da se moram nekako tega popisati in sem res v enem takem priskem, tem duhu pisanja šla k življenjski izpovedi, povedala res vse v solzah, ker sem se spomnila iz celega svojega življenja. In takrat, kot bi se mi nebo odprl, res, in sem se začutila tako dragoceno, ne. Kako me moj nebeški oče, kako me ljubi, ne, kako me je na obe dlani zapisal, kako me je vse na sine glave prištel. Da sem res njegova hči in da je to tisto moje dostojanstvo, ki ne pade. In poleg tega tudi to neizmerno moč odpuščanja, ne. Da sem ljubljena, da iz tega lahko živim, da iz tega lahko svoje življenje začnem znova. In tako tudi sem, ne. To me je potem vodilo na eno pot iskanja, ne. Preko sina, bi lahko rekla, če sem v tem trenutku, v tej spovedi zelo začutila očeta, ne, Boga stvarnika, sem potem iskala sina, ker sem ga vzljubila, ne, ker sem ga ljubila, ne, sem hotela čim več zvedeti od njega, zato sem brala duhovno literaturo, Sveto pismo sem začela prebirati, v župniji sem se odčinala, kot bralka Beril, v Caritas, biblično skupino, ne. Ena velika aktivnost pa angažiranost je bila v župniji, ne, z moje strani, iz ene silne želje dati en odgovor, ne, na to ljubezen, ki sem doživela. No, mi pa bo Gospod potem še enkrat se zelo močno dotaknil, bliže 9 let nazaj, ko sem ravno ob zadnji dan 9-dnevnice mojo starejšo hčer, sem Birmo, ko sem dvigla mlajšo hčer in začutila eno ostro bolečino v hrbtu, ker se je potem izkazalo, da je hernija. Šla na vse preiskave, bila v strašnih bolečinah en mesec. In ker sem bila na bolniški, mi je prijatelj povedal, da je na Goriščku en seminar od tega patra Jamesa. In sem takrat začutila, da je en močen klic, da jaz pa moram tja iti. In sem se tudi na to zelo dobro pripravila. Sem premislila stvari spet svoje življenje, kaj tukaj še ni v redu, kaj bi mogli biti drugače. Že prvi dan, ko sem prišla tja, sem naredila tudi spet eno zelo temeljito spoved, sem se potrudila, očiščena, osvobojena. In ko je bila molitev ozdravljenja, sem res začutila, kot bi šel ogenj skozi mene. Tako neki, ampak tak ogenj ljubezni, kot da se topim. In sem jokala sem in izjokala vse bolečine iz svojega življenja, vse neodpuščanje do svojih staršev. Vse se je nekako izlili iz mene. In tudi, ko se to preneha, bolečina, kot bi odrezal, odšla, ne. Še večji sadovi so bili pa v tem, da po tem dogodku je meni vsakodnevna maša postala tako kot zrak, ki ga diham. Že prej mi je Euharistija zelo veliko pomembna in se mi je Gospod večkrat tako lepo nežno dotaknil in izvlažil v stiskah. Po tem dogodku pa to postalo še močneje. In tudi potreba brati besedo, ne, ki je Jezus sam, ne, vsak dan. In se napajati, se hraniti z njim. Če je možno, recimo, to že zjutraj naredim, ker se mi zdi, da potem cel dan se nekako oblikuje, z tega živim. No, po tem dogodku sem se pa potem bolj na širše vključila v razna gibanja, kot sem odrasli skavti. Nekako sem čutila, da bi zdaj rada to sporočilo o Božji ljubezni in te veseli novici nadelila z drugimi. In to me tudi zdaj, recimo, pripeljalo tukaj v tole ignacijansko duhovnost, ne pa to izobraževanje duhovno spremljanje, ki ni še eno duhovnost, to izkušnjo, da
to. Super, hvala. Ja, to, ko si rekla, ne, da ko me je nagovorilo, ko sem doživela to ljubezen, nisem mogla, da ne bi. Ne? Apostol Pavel pravi, ne, gorimi, če ne bi oznanil. Ne? Mislim, da ta dan, ne, da si tudi ti manj zelo obnan od enega takega gorimi, da ne bi oznanil. Povej nam še ti, zakaj je s teboj tako. Ja, torej, meni, jaz ne vem, kako nimam takih nekih drastičnih dogodkov v tem smislu, da bi enkrat, recimo, prišel do nekega ognjevitega spreobrnenja, ker sem bil celo življenje, sem bil nekako v cerkvi, celo življenje sem sodeloval, se spomnim tistih svojih prvih ministranskih let, pa ko sem bral Božjo besedo, a ne pa sem začel celo prepevati, malo s kitaro, malo sem orgle igral v cerkvi in tako naprej vse stvorite, pa sem bil v mladinski skupini, pa sem bil v študentski skupini, pa sem bil v Salesijancih 2 leti in tako dalje. Vse sorte je bilo, ne? Ampak jaz vem, da sem bil v vsem tistem času, jaz sem prepričan, da sem takrat imel neko vero, pa nek odnos do Boga, ne? Ampak zdaj, če gledam nazaj, tista vera, vidim, da ni bila osebna vera, ne? Je bila neka tradicionalna vera, neka pripadnost, a ne? Pripadnost nekemu okolju, dobro sem se počutil med študenti, recimo tudi, ko smo v Ljubljano prišli iz podeželja, smo se vključili v študentsko skupino, naprimer pri Mozaik, pri Rodiju, Konciliju, to je bilo takrat prva taka skupina, ne, tam leta 71-72. Skratka, to je bilo lepo, ne, in smo se res sami taki izbrali iz cele Slovenije, ker smo podobno doživljali, podobno čutili, fajn smo se imeli drug, smo imeli radi, a ne, nekako se nismo, vsi smo bolj manj revnega okolja prihajali, nismo imeli denarja, ampak to, ko smo imeli, da smo po vsakem mladinskem srečanju šli v pivnico na pico. To je pa bilo, na pivo, če ne na pico, bo vse na pivo. To je pa bilo, tako druženje, res prijetno, nismo mogli brez drugega, pa vendar se spomnim, da bi je bil pol enkrat evangelij oznanjen. Ne moram drugače reči, ne? Ker recimo, da mi je nekdo pač povedal, poslušaj, recimo, ne? To je bilo približno takrat, ko se ženo poročila, v istem času nekje se opada v tisti čas, ne, v tisto obdobje najne, tudi zaljubljenosti, pa potem najne poroke, da mi je bilo čist jasno, da če sem jaz moji ženi rekel, da sprejmem tebe in ti obljubim, ne, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, bolezni in zdravju, ne, torej sem jaz osebno stal za to mojo obljubo in hočem stati. Nisem maral, da bi nekdo drug na mesto mene, moje ženi to rekel, ne, to sem moral jaz reči, ne, in sem poskušal se zavedati, čeprav danes vidim, da se nisem dovolj takrat zavedal, pa še zdaj se ne zavedam, ne, kaj sem obljubil, ne, pa vseeno, ne, tako mi je potem bilo čisto plastično prikazano, poglej, tako kot si ženi rekel svoj da, ne, tako te Jezus vabi, glej, stojim pri vratih in trkam, če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom vstopil, ne. In potem je recimo tale knjižca, takrat pol mi je dala kasneje to razlago, ampak vidim, da v tej knjižci Bob Bedan na začetku pravi, če smo bili krščeni kakor otroci, ne, potem v določenem obdobju, ko smo sposobni osebne, zavestne in zrele odločitve, za nas ostane ena pomembna naloga, ta pa je, da odločitev staršev in botrov, ko so namesto nas rekli da, pri krstu, ne, sami osebno in zavestno potrdimo. To sem jaz tudi dobro razumel. In jaz vem, da takrat, recimo, ko sem se zavedal, da moram sam reči, jaz Dani, sprejmem tebe, Jezus, ne? Ja, jaz ti odpiram vrata mojega srca, sem takrat razumel. Ne? Jaz hočem, da ti stopaš v meni in ob meni po moji življenjski poti. Jaz hočem, da si ti moja pot. Jaz hočem pravzaprav sprejeti tudi to tvojo ponudbo. Ne? Jaz sem takrat razumel, da je ta ponudba, ki mi jo Bog daje, se pravi, poglej, poslušaj, ne? Želim te reševati in odreševati iz vseh tvojih stisk.
iz tvojih bolečin, iz tvojih skrbi, iz tvojih ran, iz tvojih osamljenosti, zapuščenosti, iz tvoje odvečnosti, recimo, ko se kje čutiš odvečnega, iz tvojih občutkov krivde in tako naprej. To so vse take, bi rekel, takšna stanja ali pa takšni momenti v človekovem življenju, iz katerih konkretno nas hoče Bog reševati. To sem takrat razumel. In če danes gledam nazaj, vidim, da sem takrat recimo rekel, ok, Jezus, odpiram ti vrata svojega srca. Pa je bilo to za mene takrat dovolj. In sem napisal tisto pesem, kaj čakaš prijatelj, takrat je tista pesnica nastala, smo jo veliko prepevali. Ne? In potem sem kasneje razmišljal, pogled, kot nezakonski otrok me spremlja v življenju ta rana zapuščenosti, rana, bi rekel, nekje osamljenosti, bi se reklo, odsotnosti očeta in tako dalje. Ta rana me spremlja, ne? Me še danes spremlja, pa bi bilo celo življenje. Ne? Ampak Jezus je enkrat rekel, poglej, stojim pri vratih te tvoje rane. Ne? Konkretno te tvoje rane. In trkam, a mi dovoliš, da vstopim v to rano, v to osamljenost, v to zapuščenost, v to tvojo praznino, recimo, ki jo nosiš v sebi, ne? In jo napolnim z veseljem in z odpuščanjem. In sem rekel, da Jezus, odpiram, dovoljujem. No in zdaj, v istem kontekstu pa danes razumem ta stavek, glej, stojim pri vratih, a ne? Pri vratih česa? Pri vratih današnjega dneva, tega trenutka, mojih današnjih, bi rekel, stvarnosti in odnosov, današnjih misli, današnjih občutkov, današnjih pogovorov, vedno znova se ta stavek pojavlja kot aktualen v mojem življenju. Na ta način jaz razumem, da še vedno znova pravzaprav vabim Kristusa v svoj vsakdan, v svoje življenje. Čeprav mi vedno to ne uspe, čeprav ga velikrat puščam zunaj pred vrati, da si mislim, Jezus, pusti pred mene primer, me zboljš naredil, ko bi ti, Halo? Hvala. Ta leta, ki si jih omenjal, 70, so da tudi leta, ko je 75. išla apostolska spodbuda Pavla VI. Evangelii Nunciandi, o evangelizaciji sedanjega sveta. Pater Branko, kako je bila tista karikatura? Katera že? Tista, o kateri so danes govorila z branami. Ja, tista je bolj vezana na Papeža Frančiška, ampak razmišljam o tem, V 70-ih letih je bilo pri nas v Sloveniji ogromno tega mladinskega vrenja, ki si ga opisal, teh mladinskih skupin, dogajanja. Mnogi ste bili del tega, ste imeli to srečo in ta blagoslov, da ste bili del tega. Bila je podobna spodbuda, kot je danes. Spodbuda papeža Frančiška je bila spodbuda Pavla VI. In papež Frančišek se na njo zelo opira v tej... Ja, začne dejansko, če gledamo citate, on začne s Pavlom VI. Smo tak v tejle encikliki, oziroma apostolski spodbudi. Ja, Pavel VI. Je takrat naredil ta pogumni dokument o evangelizaciji in je dejansko pripravil to, kar smo kasneje razumeli pod pojmom nova evangelizacija. Žal se ta dokument Pavla VI. Hitro pozabil, ker je pač prišel potem karizmatični lik Janeza Pavla II. Z svojimi dokumenti, z svojimi pojmovanji, je bil tako močen Janez Pavla II., da je enostavno absorbiral teološko in drugo pozornost katoliške javnosti, tako rekel. No, papež Frančišek se pa vrača k Pavlu VI. Tukaj, Zanimivo, da papež Frančišek tudi pojma nova evangelizacija ne uporablja veliko, praktično nič, ki je pa tipičen pojem, ki se je razvil pod Janezom Pavlom II. In Benediktom XVI. Vrača se pač k Pavlu VI. In tej močni spodbudi evangelizacije. Torej, narava cerkve je, da evangelizira. To se nam zdi taka narejena fraza, ja seveda, cerkva pač evangelizira, pa ni tako samoumevno. Mi smo bolj vajeni, ker smo bili dominantna religija stoletja, še ne tisočletja, smo bolj vajeni administrirati zadeve, organizirati, poučevati, zakramentalizirati, malo presiliti, ko treba. Ker pač to je šlo samo po sebi. Pač tak je bila, mislim, ta verska socializacija je laufala stoletja. Za
vsakega si vedel, da bo pač kristjan, nisi vedel, kako bo umr, kaj bo delal, ampak vedel si pa, da bo kristjan. Zdaj, pa to več ni samoumevno. In s tem tudi ni več samoumevna ta pastorala. Imamo odkriti evangelizacijo. Kaj je zdaj to? Bom prebral en šokantni citat iz se pravi spodbude veselja evangelija, kjer papež Frančišek pravi, kaj je največja nevarnost, ki se nam lahko zgodi, ki je morda tudi stvar, ki se je zgodila tej spodbudi Pavla VI. Pravi, tako nastaja največja nevarnost, sivi pragmatizem cerkvene vsakdanjosti, kjer na videz vse poteka v redu, v resnici pa vera peša in se utaplja v malodušju. To je 84. poglavje te enciklike in dejansko tukaj citira Ratzingerja. Pravi papež Frančišek naprej, nastaja pokopališka miselnost, ki postopno spreminja kristjane v muzejske mumije. Razočarani nad resničnostjo, nad cerkvijo in nad samim seboj, kristjani živijo v stalni izkušnjavi, da bi se oklepali žalosti, ki se polasti srca, kakor najdragocenejši od demonovih napojev. Kristjani, poklicani, da bi prinašali luč in življenje, pustijo, da jih končno očarajo stvari, ki porajajo samo temo in notranjo utrujenost, ter slavijo apostolsko grešnost. Jaz moram reči, da tudi sam pri sebi, nad to velikostjo te naloge, ki je pred nami in nad tem res izjemnim nastopom sekularizma in postsekularizma, ko res dejansko stvari pred našimi očmi, bom rekel, razpadajo, se tudi jaz ustrašim. Ampak papež Frančišek pravi, ne pustimo si vzeti veselje evangeliziranja. On s to spodbudo res spodbuja, prižiga alarm, pravi zadnji čas je, da nekaj aktivnega naredimo. Dajte prosim malo odmevati na to temo, zakaj se pa pri nas tako malo gorečnosti dogaja na tem področju, recimo, zakaj evangeliji v današnjem svetu in v današnjem življenju enega povprečnega kristjana ali enega tradicionalnega kristjana poraja tako malo tega pristnega veselja, tako malo te pristne misijonske zagretosti. Boš Matjaž ti začel? Ja, ob branju tegale besedila, ki je res zelo, recimo tale odlom, ki smo ga ravno kar prebrali, me fascinira s kakšno pronicljivostjo, mogoče bi se ravno znali s preložko pronicljivostjo analizira, kaj se nam dogaja pravzaprav. Utapljamo se v eni žalosti, ker je težko, ker ne vidimo dosti sadov svojega dela in potem v tem prav res demonskem obratu ta žalost nam nekako postane nekaj udomačenega in potem kritično gledamo na vse skupaj in smo navajeni vse raztrgati na koščke, ker to izhaja ven iz te skupuške žalosti, ki je na začetku omenja. To se mi zdi res izredna analiza. Zdaj, druga beseda, ki me je seveda zelo stopila pred oči, kolikrat se beseda spreobrnenje pojavi tukaj notri. In jaz mislim, da pač vsi kristjani imamo to, sploh kristjani v Evropi, danes bi rekel, ravno po tem tisočletju krščanstva, ki je tukaj bilo, ki ga pa zdaj definitivno ni več. Imamo, prva naloga je ta, ki jo tudi papež zelo jasno izpostavlja, čisto preprosto spreobrnenje. Spreobrnenje, ki je pa vesel dogodek, ker je to vrnitev k Jezusu. Direktna, mora biti pristna, seveda mora biti poštena, samokritična, ampak to je nekaj v resnici najbolj osvobajajočega, kot je recimo odkarna in povedal. Če to res naredimo iz srca, je to največja svoboda, ki jo imamo v življenju. Vse svoje napake, vse svoje zablode, vso svojo aroganco, vse te stvari si upamo priznati pred Bogom, nam jih on odzame in potem se pa začne tisto drugo. To srečanje z Jezusom, ker seveda spreobrnenje ne more biti vzrok. Spreobrnenje se dogaja iz oči v oči z Jezusom. Iz oči v oči za tisto mizo, kamor Jezus prisede, koliko mu odpremo vrata. Kot je Dani rekel, se pravi, spreobrnenje je edino tam možno. Ko veš, da te Jezus gleda v oči. In tam se pa potem zgodi ta preobrazba ob srečanju s tem ostalim mesijem. Se pravi, tukaj prvo, po mojem,
zame največji vir spodbude in potem tudi gorečnosti, če je zdaj to vprašanje, kam je zginila gorečnost, zakaj je ni, je to, da se zmeri znova vračamo na to čist preprosto resnico, v kateri je pa moč nebesne zemlje. To pa je to, da je Jezus vstal od mrtvih. Da je on eden, edini, ampak on definitivno tukaj, znotraj tega sveta, je premagal smrt, je že tukaj sred tega sveta kot nekdo, ki biva s tem Božjim življenjem, nepreklicno je vstal, poslal Svetega Duha kot podaljšek tega svojega vstajenja v vas, v mene, in to je izvir za gorečnost. To je čist preprosto, bolj enostavno ne more biti. In nažalost, ker je to enostavno, tudi doskrat pozabljamo, tudi jaz pozabljam. Ampak k temu se moramo vračati. K temu čist enostavnemu odnosu z Jezusom, k tej preprosti evangelijski gotovosti, Jezus je vstal od mrtvih. To, kar Pavel piše, če Jezus ni vstal od mrtvih, je naša vera prazna. Brez veze, čisto vse. Ampak, če pa on je vstal od mrtvih, potem pa dejansko lahko rečemo, kamen na kamnu ni več ostal v tem svetu tak, kot je bil. To spremeni vse. To, da je Jezus vstal od mrtvih, pomeni, da mu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji. Sprav čist vse stvarstvo je postalo nekaj drugega. Naš poziv pa je, da se seveda oborožimo s tem Jezusom in potem, da se mu pustimo von. Ja, se mi zdi, da smo tudi kristjani, tle sploh na Zahodu, izjemno podvrženi temu nekemu racionalističnemu konceptu, kjer je res Bog samo sem pa tja malo prisoten. Ne? Se pravi, se pojavi, naredi en čudež, pa spet zgine ali pa kakorkoli. In sploh nimamo v sebi neke gotovosti glede tega. Ja, jaz bi ga to tisto temeljno vprašanje. Začel bi z razodetjem. V razodetju Pavel, oziroma v razodetju Janez govorite v 2. ali 3. poglavju, kjer govori pač to si storil, vem zate, vem, poznam te, kako si takšni, pa takšni, zelo dobro si, ne? Ampak zoper tebe pa imam, da si opustil svojo prvo ljubezen, prvotno ljubezen, ne? Da si opustil svojo prvotno ljubezen. In potem govori naprej, če si mlačen ali vroč, ne? Če mrzel, bodi mrzel ali vroč, ne bodi mlačen, ker če si mlačen, te bom izpljunil iz svojih usta. Se mi zdi, da to ima opraviti s to gorečnostjo pa negorečnostjo, ampak jaz potem zdaj, na drugem mestu ne morem, da ne bi spet to analogijo v zakonu. Ne? Ko se fant in dekle zaljubita, je ta zaljubljenost, bi se reklo, tista gonilna sila, ki jo potem pripelje skupaj. Ne? Potem živeti v zakonu pa ni vprašanje zaljubljenosti. Živeti v zakonu je pa vprašanje zvestobe odločitvi. Se pravi, odločil sem se in to zvestobo svoji odločitvi, če hočem, da jo bom živel živo in polno, moram to zvestobo vsak dan sprot obnavljati, pa ne enkrat, ampak 10-krat ali pa 100-krat. Moram reči da svoji ženi, pa da svoji obljubi, pa da svojemu odnosu, pa ne določenim stvarem, ki me vlečejo in tako naprej in odbijajo v stran. Ne? Se mi zdi, da tako podobno je pa tu, ko papež Frančišek govori pravi tle noter, pravi, če je kdo zares izkusil odrešilno Božjo ljubezen, ne potrebuje veliko pripravljalnega časa, da bi se odpravil oznanjati. Ne more čakati, da bodo podelili veliko pouka in dali dolga navodila. Vsak kristjan je misionar toliko, kolikor se je srečal z Božjo ljubeznijo v Jezusu Kristusu. Čisto jasno. Frančišek govori o izkustvu. In v mojem zakonu je izkustvo. Moja beseda Jezusu na nek način je moje izkustvo. In na temelju tega izkustva pravzaprav sloni ali pade moja gorečnost. Ampak izkustvo je pa na podlagi tega, kar si prej rekel. A jaz vem, kaj je Jezus naredil za me. A jaz vem osebno, ali je to za mene spet neka bajka in tako naprej. Ali jaz vem osebno, Jezus, ti si zameš umrl. Ti si se dovolil prepričati zame. In jaz te pravzaprav bičam s to svojo veliko neposlušnostjo, s tem svojim egoizmom in svojo sebičnostjo in z iskanjem vedno, mislim, da sem jaz v centru sveta.
Skratka, to se mi zdi, da je to nenehni veliko življenjski eksamen, iz dneva v dan, iz trenutka v trenutek, pa jaz vem, Jezus, kaj ste zame naredil. Če si pa ti zame umrl, halo, pa res ne morem jaz na nek način reči, zdaj mi je pa vse en je zame umrl, so what. To ne more biti, ne? Če je Jezus zame umrl, potem čak malo, vstal se, da bi moj sin umrl in tako naprej, ali bi bilo meni vseeno. Že to, recimo, kaj se da slišiš nekje, da se nam ni vseeno ljudi umirajo okrog nas. Se nas ne more pustiti, bi rekel, brezbrižne, pa da se nas ne bi dotaknilo, ali pa revščina, kot praviš, recimo, ljudi. Se ne more, da se nas ne bi dotaknila, Se ni živim sam, se nisem jaz središče vesolja, Zato se mi zdi, da je toliko bolj pomembno, da izhajali iz tega lastnega osebnega izkustva, kot še enkrat, da recimo ta misel, naprimer, je nora misel, če je kdo zares izkusil odrešilno Božjo ljubezen, ne potrebuje veliko pripravljalnega časa, da bi se odpravil v znanje. To je to. Imam precej razlogov za mlačnost, kako jaz razumem, zakaj je mlačnost, ampak dva bi mogoče ne bi izpostavila. Kot prvo, se mi zdi pomembno in osebno životno z Jezusom. Če tega ni, ne more biti gorečnosti. In to je odločitev, ki naredimo vsak dan znova. Vsak dan znova se odločimo, da bomo iskali, da bomo odpirali vrata, da bomo z njim stopili v dialog. In tukaj se pri vseh pojavlja ten odpor, vsi se nekako bojimo, bežimo od druga strani, ker pridejo potem tudi stvari, ki bolijo, pridejo stiske, pride trpljenje, ki ga je treba sprejeti. Vemo, da Jezus to se nosi, da lahko njemu izročimo, da se boli. In v tem tudi duhovno rastemo in se usposabljamo, da smo potem lahko tudi sočutni do drugih. In Jezus to želi, da smo, da potem to njegovo usmiljenje, njegovo sočutje mi delimo naprej. No, ta osebni življenj, to se mi zdi res temeljno za to, da iz tega lahko potem delujemo, da nas ta njegova ljubezen tako prežema, da jo lahko dajemo naprej, da iz nje živimo, pa kakoli pride v življenju. Drugo pa to, da nekako vemo, da ni vse v naših rokah, da on to vse vodi. Običajno zmeraj pažem, kako je veliko ena načrtovanja, vse se že postavilo, na konec pa zdaj pa dajmo še malo motne, kako bo pomagalo. Na začetku treba moliti za to, da je pozročati njegove roke in potem čakati na navdih, slediti, kaj res Gospod hoče in kaj govori in v to smer potem iskati delovati. In potem tudi vsa ta stres pa napor nekako izgine, ker se zavedamo, da to on vodi, da ni to odvisno od nas uspeh ali neuspeh. In rečeš, Gospod, če pa ne bo to uspelo, pa ni vredno, ker ni to po tvoji volji. Tebi se to izročili, tako da se nekako vidim postavljati. Super. Se pravi, pri vseh nekako slišimo isti odgovor. Osebno te mora zadeti. Jezus mora spoznati, da je on resnično vstal, resnično živ. In potem, ko imamo naslov svetopisanskega maratona, učite se od mene. Potem, ko imaš za seboj to prvo fazo tega prvega odziva Kristusu, si poklican na to pot učenstva, da postaneš njegov učenec. Pater Branko, recimo, če govorimo o evangelizaciji, spregovorimo malo o kerimi in o tem, koliko smo danes v našem okolju, če smo rekli, da ni gorečnosti, ker ni posebnega spoznanja Kristusa, koliko pa je danes sploh enega zavedanja, kaj je to kerigma, kaj to sploh pomeni kot termin, kakšno ima mesto, kako jo premalokrat postavljamo na prvo mesto, pa mislimo, da če bodo dodali ljudje skozi, bom rekel, v našem katoliškem okolju, zakramente, da bo dal čez tam, osnovnošolski verouk, potem pa že zna dovolj, da bo lahko se sam nekako duhovno prebil skozi življenje. Na koncu pa končamo s tistim, kar rečejo Angleži, hatch, match and dispatch. Se pravi, da ko se izvežeš, te krstimo, ko se zvežeš, poročiš, te poročimo in pa te še odpravimo na zadnje pot. Se pravi, ta zakramentalni obredni vidik, ki je veliko močnejši potem od samega pastoralnega evangelizacijskega.
Ja, ljudje rabijo obrede, ne? Zato se tudi držijo obredov, čeprav morda osebne vere nimajo tolikšne. Ne? Jaz kot župnik to redo doživljam pri vsaki generaciji birmancov, da ti rečejo, da ne veruje Boga. Pražem, potem pa zakaj greš birmi, pa moram iti, pa hočem iti pa vrna. In ga razumem, ker hoče imeti obred, ker hoče doživeti nekaj mističnega, nekaj vzvišenega, ne? Kar je birma je, to ti doben drug obred ne da. In ta obredni vidik je zelo pomemben. Ne? Sveda, in potem en neevangelizirani človek je pač birmanin. To so klasični prizori na slovenskem podeželju, v tem slovenskem katolištvu. In okrog tega se debatira že od sinode naprej, kako bi to rešili, kako bi iz te zanke prišli. In tudi sinoda nove organizacije je ta problem imela na mizi. Škof Libušek je na tej sinodi nove organizacije rekel, ko pa je tak problem prišel na mizo, pa se sinoda ustavila. Smo videli, da ga ne znamo rešiti. Ker so eni, ki zagovarjajo, da treba zakrament obdržati do konca, ker zakrament, vse veste, teologija zakramenta deluje. Tudi, če ti nimaš močne osebne vere, zakrament deluje, sam po sebi, ex opera operata, ne. Druga linija, ki pa pravi, da se pač malo več da treba evangelizirati človeka, spreobrniti. Klasično, antično je bilo spreobrnenje, krst. Ne? Zdaj pa je krst, spreobrnenje, nekaj kasneje torej, zato ta spreobrnenje se spet vrnilo tudi v našo redno prakso. Ne? In tu so potem razni predlogi, predvsem okrog zakramenta krsta. Zakrament krsta je, ko bomo to rešili vse. Zakrament krsta. Torej, razni predlogi so zdaj na mizi, torej, da če vidimo, da družina ne živi verskega življenja, da stopi v katehumenat. Če tudi dojenčka prenese, dajte krstite ga, gledajte, počakajmo malo, bomo naredili katehumenat, malo, eno leto počakajmo, boste skupili, malo debatirali. To so ideje, ampak mar se kakšno župnik so to heretična ideja, ne? Češ, ali pa kaj komplicira, če so ljudje imajo neki minimum vere, na tisti minimum vere se obesi, pa kar krsti dejančka, ne? Skratka, to so zdaj take razprave, ki jih imamo pač kot župniki, pastoralisti, tako rekoč redno na mizi, na vsaki duhovniški rekolekciji, ko se dobimo v dekaniji skupaj, je to na nek način prisotno. Ne? Problem je živ, se čutimo, ne znamo pa še ga moče tako obesediti. Ne? Ampak ja, kerigma izvorno pomeni pač kikirikanje. Ne? Kerigmatik je petelin. Keriks. Ja. Potem, drugače smo Grki to uporabljali, to se svetopisno skredili bolj kot jaz, so uporabljali za onega, ki je bobnal, bum, in potem povedal neko oznanilo. Ne? Še mi uporabljamo na štarskem izraz razbobnati. Po celi vasi si razbobnal, ne? Hočeš, da si hodil po vasi in si vsem povedal nekaj. Ne? Skup zbobnati, ne? Pokritete skup, še v Prekmorju, po drugi svetovni vojni so še bili bobnari, ki so oznanjali. Pri vsaki peti hiši je bilo pravilo, pri vsaki peti hiši se vstaviš in zbobnaš in prebereš oznanilo, kako bomo pobili koloradskega hrošča. Torej, ta držo bobnarja, ta držo bobnara, ki kričača, kerigmatika, to moramo zdaj odkriti v sebi. Ne? Ampak odkriti seveda na način, da to ni nekaj vsiljivega, nekaj vpadljivo, da te čujejo, te vidijo, da pa ni vsiljivo in da ni žaljivo tudi, ne? Da te ljudje kar začneš oznajati, da kar ne označijo tam za enega zanesenjaka, čudaka. Ne? Torej, da tudi upoštevaš stanje ljudi, da se približuješ počasi. Kot hočem povedati, da v pastorali to močno čutimo, nismo še to povsem čisto obesedili in še čakamo na neko rešitev. Morda bo rešitev res prišla iz Rima. Ampak kako pa recimo sama ta spodbuda veselje evangelija, ki je zelo močna v tem spodbujanju. Ja. Koliko praktičnega je dala tem pogovorom? Ja, zdaj čisto skrito povedal, duhovniki danes zelo malo bere. To vam povem, kot revije za pastoralno refleksijo, zelo malo bere. In bralna kultura teh duhovniki je šla tako dol, da je to hudo. In tako da je sploh vprašanje, kdo je to prebral. Pa čisto iskreno prebral. Res vprašanje. Pač to samo menim. Ja, res. Budemo realni. Tako da
večine dokumentov mogoče malo bolj daljnoročno. Ja, daljnoročno, ne. Največ naredi papež Frančišek sam, ko ta dokument nenehno živi, ne? Ko kaže, kaj to pomeni oznanjevati z veseljem, kaj to pomeni, ne? Kaj to pomeni odločitev za uboge, oznanjevati preko dela za uboge, ne? To, kar je eno drugih stebrov. Meni se zdi zanimiva ta zagata, ne? Ker zelo dobro ste obesedili to, kar sem jaz že pred leti prebral, ko sem pisal diplomsko nalogo, je rekel Cantalamessa. In to na večjih mestih, da vidim, da govori o tem, kako smo katoličani na tem področju temeljnega kerigmatičnega, se pravi, ta temeljno kerigmatično oznanilo je Jezus Kristus je Gospod. Jezus je vstal od mrtvih, kakor je v pismih, tisti del iz Pavlovega, kjer ga pismo Matjaž točno skorično. Ok, ne, je vstal, kakor je v pismih, ne, in tako naprej, če Kristus ni vstal, je prazna naša vera. Jezus je Gospod. To je oznanilo, temeljno oznanilo, ne. In katoličani smo pri tem, kako to oznanilo podati, ponavadi v zadregi. O tem, kar Cantalamessa piše, pravi, protestanti so ponavadi prav na tem kerigmatičnem, temeljnem oznanjevalnem področju veliko močnejši, ne. Matjaž, daj mogoče ti povej, kakšna je praksa, ker dejansko kaj več uspehov ali pa tako, seveda za ceno tega, da je včasih pa tudi kulturno neprimerno, pa pride do kakšnega usiljevanja, pa tako naprej, ne. Kje je meja? Kaj narediti? Meja je zelo težko postaviti, ker seveda ne smeš biti žaljiv in moraš biti kulturno ustrezen samo. Evangelij v Novi zavezi piše, da je skandalen, se pravi škandal. To je ista beseda. Evangelij, če ga oznanjamo, bo povzročil, da nas bodo eni sovražili. In zadnje čase sem bral različne teologe, ki pravijo, morda je pa sploh s tem, kako se mi lotevamo krščanstva, neki narobe, ker tam, ki so res oznanjali evangelij, in slej prej so začeli saj enim ljudem hudo na živce, do te mere, da so jih hodili kar pospraviti. Se pravi, evangelij za danes, ampak zakaj? Na to bi se malo navezal, kaj sploh beseda ta evangelij pomeni? V izvornem tem rimskem, pa grškem kontekstu je bil to razglas, v bistvu je bil to cesarski razglas, ki je pomenil, ponavadi bila to novica, da je nov cesar prišel v oblast. In zdaj, ko so kristjani rekli, tole pa zdaj evangelij o Jezusu, je pomenil, se pravi, zdaj je nova cesarska oblast je nastopila. Oni so vzeli termin, ki je bil politično nabit do konca, ne, tako kot je bil v komunizmu, termin centralni komitej, nekaj v tej smislu. Ja, so rekli, ne, to je zdaj prava oblast, mi nam razglašamo ta pravga, no in zdaj beseda Jezus je Gospod, to se tako sliši duhovno, ampak beseda Gospod je spet vzeta iz cesarskega kulta, to je Kyrios je bil cesar. Se pravi, ko je Pavel razglasil nekje, da je pa zdaj Jezus, Jezus Kyrios, Gospod, pomeni, da je en drug cesar. In recimo, če pazljivo berete apostolska dela na enem mestu, boste prav videli, da obtožijo, te kristjani vse obračajo na glavo in pravijo, da je cesar en drug, da je tisti Jezus vladar. Se pravi, seveda, in ta oblast, kakšna je ta zdaj oblast Jezusova? Seveda je to oblast, ki je na glavo postavljena. To je oblast služenja. Sam Jezus lepo pove, recimo v evangeliju, v svetu velikaši silo tlačijo tiste dol pod sabo in dajo občutiti, oni so oblastniki, ampak med vami bo pa točno kontra. Med vami pa bojo ta glavni tisti, ki bodo znali služiti, ki se bodo znali ponižati. In potem reče, kar se mene pogledajte. Jaz sem tukaj med vami in zdaj bom naredil to, da se bom razdal do konca, umrl bom za vas. Se pravi, da je zdaj Bog udaril v svet. In mi kristjani smo pozvani. To je evangelij, ki je udaril v nas. Prišla je nova oblast, dejansko. Una od Boga, una dobra, una, ki je pripravljena od začetka sveta, da pride, da začne ozdravljati ta naš polomljen svet. Prišla je direktno skozi tega Mesija, skozi tega pridigarja iz Nazareta, v katerem seveda mi prepoznavamo Božjega sina, prepoznavamo Boga, ki je prišel v mesu. In tukaj je ta dobra oblast, ki se je vzpostavila prek tega Gospoda, zato je Jezus o Božjem kraljestvu govoril, o Božji vladavini. To je evangelij. Evangelij nas postav vedno v nek konflikt z temi status quo, ki je v svetu, ker ta status quo je hudoben.
To so te oblasti in poglavarstva, ki jih Nova zaveza razkrinkava, so zle. To je to, kar drži ljudi v zlu, v te sebični in skopuški žalosti, o kateri papež piše, v obupu, v depresiji, v pohlepu, vsem tem. Prav, to je ta osnovni naboj evangelija. Bog je radikalno udrl ta svet in seveda nas pa poziva, da zberemo pogum in da stojimo skupaj z njim. Jasno moramo se truditi biti čim bolj kulturno ustrezni, tako da nas ljudje razumejo. Ampak po drugi strani moramo pa vedeti, da če bomo res oznanjali evangelij, bo to gotovo koga zmotil. Ker jih je zmotil takrat in jih mora tudi nos. Ne more biti drugače. Lahko jaz nekaj na to dodam? Ja. S tem se super, hvala lepa, Matjaž, čudovito strinjam. In marsikaj bi rekel, marsikaj odkriva, odstira, a ne to, kaj pomeni Jezus je Gospod, a ne, kaj pomeni, katero gospodstvo, kaj pomeni evangelij. Namreč, ker doživljam, da se v meni, kot pravi tudi Pavel, recimo, nenehno dogaja ta duhovni boj. Ne? In ta duhovni boj, ne? In ko Jezus nas pošilja, recimo, v ta boj, proti vladarstvom, proti oblastem, proti hudobnim gospodovalcem te mračnosti, ko pravi Pavela, ne, je še to pomembno zraven, recimo, da hvala Bogu me ne pošilja v ta boj, bi rekel, neoboroženega, pa nepripravljenega, pa neusposobljenega, ampak me v ta boj pošilja s usposobljenostjo, z opremo, bojno opremo, tako kot pravi Pavel tudi v Efežanih, predvsem pa mi daje moč. Ne? In ta moč je tista moč, katero pravi Pavel, imam vse drugo za smeti, imam vse drugo za čisto brez veze, samo da spoznam Kristusa in moč njegovega vstajenja. In se mi zdi, da to je tudi eno pomanjkanje zavedanja o prisotnosti in vlogi Svetega Duha v našem življenju. To je tudi ena velika praznina, recimo, kar se tiče vednosti. Zato, recimo, vse papež Janez Pavel II govoril, da ta tragedija je pravzaprav zaradi tega, ker pravzaprav živimo v nevednosti, veliko v nevednosti. In tu se mi zdi, da je treba pač nekje presekati to nevednost in se ozavestiti, pa vedeti, čak pa, se nisem sam, če nisem sam, pa če jaz ne morem, pa če sem jaz preslavoten, pa če jaz nimam moči in tako naprej, se poli brez veze, recimo, da se jaz sam borim, enostavno lahko rečem, Gospod, ok, jaz ne morem več fertik, vdam se, nimam moči. In to bi tudi Jezus rad, da bi jaz priznal, da nimam moči. Da bi priznal to svojo nemoč in to svojo majhnost, ker ti kje sem jaz slavoten, da mi lahko Bog močan in velika. In takrat, in se mi zdi, tu je en takšen poziv zame in tako razumem vabilo, daj že enkrat razumi, da ti ni treba, da sam živiš krščansko življenje. Ker krščansko življenje je nadnaravno življenje, ki ga lahko samo Bog živi, recimo. Ampak jaz pa moram dovoliti, da ga živi v meni in v meni. Kar me naravno učili si reče, da Pater vidi vedno pravi, da v bistvu vsega krščanstva je prepuščanje, predajanje. Ja, to se strinjam s tem, predajanje v tem smislu, da se človek nauči spuščati z rok in to polagati v Božje roke, v enem zaupanju, da Gospod vodi. In tukaj, kar se tiče evangelizacije, če se mogoče navežemo, kar sem prej povedala, se mi zdi, da pozabljamo, da je Sveti Duh vodi, da mogoče sebi nalagamo velika bremena, kar se tega tiče. In da je zelo pomembna ta človek do človeka, ta osebni pristop. Ena izmed oblike evangelizacije, kjer pa je meni bistvena ta drža ponižnosti, zavedanja, da sem sama grešnica, da mi je bilo veliko odpuščeno in še en stavek mi hod na misel, da mi je zelo tako dragocen, ne obsoja svojega brata, če greši drugače kot ti. Ta ena odprtost, tega, da sem si različni, da se lahko postavi še na take situacije, kot je. In potem nekaj poslušaš zgodbo tega drugega, da hočeš poznati Gospoda. Njegov zgodbo in njegov jezik, da se živiš v to in potem z njegovimi besedami nagovoriš. In v zaupanju, da pa tukaj
Bog edini, ki to dela, ne, da nimaš samo nobenih zaslug, da dejansko jaz nimam nič, kar ne bi prijela. Super. Ja, točno to, kar si zdaj rekla. Ko govorimo o evangelizaciji, se mi zdi, moramo zelo jasno poudariti, da tukaj ne gre za to, da bi tisti, ki poznamo Jezusa, bili pa moralno superiorni. Gre za to, da smo ne zaradi svoje zasluge doživeli nekaj toliko fajnega, da bi radi, da tudi drugi doživijo. Ne? In tukaj bi pa morda res preusmerili debato še malo v to, ko pravi papež, kako pomembno je, da z drugimi vstopimo v tak odnos, ki nas resnično ozdravlja in nas ne naredi bolnega, da gremo skupaj v neko mistično, kontemplativno bratstvo, ki prepoznava sveto veličino bližnjega, ki zna najti Boga v vsaki človeški osebi, prenašati tegobe skupnega življenja s tem, da se oklepa Božje ljubezni. Se pravi, pri nas se mi zdi, da je krščanstvo od zunaj, pa tudi mi sami sebe prevečkrat dojemamo kot kao, da bi ne bili popolni. Ne? Se pravi, ljudje nas tako dojemajo, se mi zdi, ali pa rečejo, glega, ne, kako drugač greši. Ne? Ali pa tudi mi se znamo opravljati med seboj. Se pravi, treba bi bilo pa odpreti prostor za neko bratstvo, tudi znotraj majhnih skupin, katerim tudi nekako kliče papeša, ne? In bratstvo, kjer je prostor za ranjenost, kjer je prostor za to, da se... Papež to zelo dobro poveže, recimo, to je isti dokument, v katerem imamo hudo kritiko kapitalizma, ne? In sodobne ekonomije, ko si misliš, kaj ima to za zveze z evangelizacijo, pa ima, ne? Tvoje ekonomske odnosi so, vedno si vpet v ekonomske odnose in krivične strukture so v ekonomskih odnosih, ne? In če evangeliziramo, začnemo z najbolj konkretnimi stvarmi, se mora evangelij poznati, ekonomija prva stvar, ne? Vsi imamo nekaj vsaj na sebe, kar smo kupili, torej vsi smo vpeti v ekonomijo, v trgovino, ne? In torej odgovornost, ne, na visoki politični ravni, ne govorim tu o strankarski politiki, ampak visoka politična ravni, odgovornost do sveta, do družbene ureditve, ta veliko bratstvo, solidarnost celega sveta, ki se mora prepoznati tudi v pravični ekonomiji, ne, do tega medosebnega odnosa, majhnega medosebnega odnosa, ki ga gojimo v zakonu, ki ga gojimo v družini in v skupinah. Ne. Ta metoda majhnih skupin, ki se nasploh pojavlja povsod, kjer se govori o evangelizaciji, ne, se zraven kot ena najprimernejših metod za novo evangelizacijo pojavlja ta metoda majhnih skupin. To je tudi ena stvar, ki bo imela prihodnost. Nekaj papež še potem poudarja in da tudi za vzor tele južnoameriške komunare se ekleziales de baze, ne, se pravi bazične cerkvene skupnosti, ki so bile svoj čas pač ožigosane kot marksistične in tako naprej, brez veze. Ampak tam ni duhovnikov. Kaj češ ustvarjati skupnost okrog duhovnika, če ni duhovnikov dovolj, ne? Tam na to rad povem, ne, južnoameriškimi duhovniki, ko se pogovarjaš, oni nam smejijo, ko mi govorimo o krizi duhovnih poklicov, se mi imamo preveč duhovnikov na njihove razmere. Mi jih imamo preveč. To je kriza naše strukture v glave, ni kriza duhovnih poklicov. Kriza strukture, pač smo vajeni na Jožefinsko organizacijo cerkve, od Jožefa II. Na 1000 ljudi duhovnik, pa še moče kaplan, ne? In zdaj se nam to podira in se nam podira cel svet. Samo ena struktura se podira, ne? In oni so razvili te skupnosti in mnogo evangelija in branje svetega pisma. Svetopismo se vrne, ker če ni duhovnika, ni evharistije, če ni za evharistije, se toliko bolj obrne na svetopismo. Svetopismo ostane bolj sredinski. Čeprav te skupnosti, ki nimajo evharistije v Južni Ameriki, potem se tudi izkaže, da brez evharistije se počasi lahko zodenijo. Rabijo evharistijo, to je tipično katoliško. Brez tega nastijo. In tu so zdaj razni pomisleki, te skupnosti, kako lahko ena skupnost obstane, če nima evharistije. In tu v tej zvezi se pojavlja tudi razmišljanje o duhovništvu. Vernik ima pravico do evharistije, to je njegova pravica. Škof mora zadovoljiti to pravico, če nima dovolj duhovnikov, kako lahko zadovolji to pravico?
In pojavi se ta ideja o poročenih, ne, da bi postali duhovniki. Spet nekaj heretičnega, ampak še leta 70 je Jozef Ratzinger podpisal eno peticijo za kot teolog teolog na bavarski teolog je takrat krožila ena peticija, da bi se poročeni lahko bili duhovniki, v nekaterih takih primerih. To ni takih, ker hočem povedati, koliko stvari je tu potegnjenih skupaj. Ne? In kaj vse se potem v ta veliki zagon evangelizacije, kaj vse to pomeni, koliko poguma tudi za neke nove misli, koliko poguma za reformo, tudi strukturno reformo, ne, bo potrebno, da bomo res naredili en novi zagon v evangelizaciji. Duh ve, ko da konče. Ja. Prav zato se mi zdi, da papež tako neumorno ponavlja to temo veselja. Prav tako sprašal sem, zakaj, ampak potem na eni točki se mi zdi, da mi je ratelj jasno, ravno zato, ker je delo tako ogromno in ta napor za to dosežiti, za to vizijo, ne, je tako velik, da ga bo nemogoče narediti brez tega nadnaravnega veselja. Ker veselje ti da možno več naprej. Tudi takrat, ko si, ne vem, ko te razočarajo te tretje, ko ne uspe to, ko se po nesrečuno to veselje, tako piše že v stari zavezi, ne, tudi to je zanimiva teološka smer. Ne, prav, že Nehemija prav, Gospodovo veselje je vaša moč. Kdaj je to prav? Takrat, ko je Božje ljudstvo razsuto, Jeruzalemsko zidov je porušeno. In on spodbuja Božje ljudstvo, prav, ne se nehati veseliti v Gospodu, ker to je vaša moč. Psalmist v psalmu je ena prav, kot programsko, ne, pravičen človek se veseli v tej Gospodovi postavi. In zdaj naša postava je Jezus, je Kristus, je Mesija. In to potem najdemo v novi zavezi, spet to temo, ne, veselje. Prav, veselite se, še enkrat vam povem, veselite se. In se pravi, veselje to in najdemo veselje tam, in se znamo, kaj je sad duha. Takoj za ljubeznijo je veselje. Ni to zanimivo. Takoj za ljubezen, prvo ljubezen, drugo je veselje. Pol je mir, potrpežljivo se, drugo je veselje. To je nekaj, to je ta stvar, ki nam da moč, da gremo naprej v nekaj tako velikega, ugrizen tja v to ogromno strukturo tega zgodovinskega krščanstva, ki ima to 1000 let enih tračnic. Zdaj se zdi, da te tračnice ne pelje več naprej. Bo treba drugač postaviti, če bomo hoteli, da bo šlo to znamilo naprej, ta evangelij. To se mi zdi pomembno, ne, da se vračamo k temu veselju, čist preprostemu veselju na tem, da nas je Bog sprejel, da se nas je usmilil. Kar ne praviš, obstaja več variant veselja, ne? Ja, jaz mislim, da treba ločiti, ne, da so tukaj vsaj dve različni veselji, in sicer eno veselje, ki ga daje svet, tega bomo zdaj v izobilju ene ponudbe, ne, za taka kratkotrajna veselja, ki hitro minejo in dostikrat človeka celo spraznijo in ga puščajo še bolj osamljenega in žalostnega. Pravi, tisto veselje, o katerem pa Papežka še govori, je pa veselje, ki ga daje Bog, je pa tiho veselje in ni odvisno od zunanjih dejavnikov. Lahko se vse podira okrog nas, ne? Pa veselje in mir v srcu ostane. Recimo Frančišek Asiški to še dopolni, reče temu popolno veselje, ne, in povedi s to zgodbo, ne, kako ga brate se večine pustijo samostalne, ampak on tega veselja ne zgubi, ne, sprejme, kar mu življenje prinese. Ne, in ta drža se mi zdi zelo pomembna, ne, ker tako je, mi vsi tudi delamo hudo od drugim, ne, ampak prav je, da te svobodne volje, ki nam je dal Bog, in pa tudi drugi nam delajo hudo in na to ne moramo vplivati. Vplivamo pa lahko na svojo držo, ki jo potem zavzamemo. Da takrat rečemo, oče, odpustim se, nekdo kaj dela, da sprejmemo, da zručimo Gospodove roke, da nam obsojamo, da rečemo to, Gospod, ti peleš, ti že veš zakaj, ti boš to spremenil v moje dobro. Poj veselje ostane. Jaz bi mogoče prosil Patra Branka, da vam pove, če mogoče zgodovinsko ve, kdaj se je pravzaprav ta pokopališka žalostna drža, kot jo imenuje papež Frančišek, v tem dokumentu govori o pokopališki psihologiji, a ne, se pravi, da smo kristjani bolj pokopališki kristjani, kot da smo cel življenje na pogrebu, a ne. Kdaj se je to začelo? Ker
tukaj, v tem času, v katerem recimo živimo, ne, v tem času, ko rečemo pol Evrope na antidepresivih, v tem času, ko je toliko samomorilnosti, v tem času, ko je toliko, bi rekel, ločitev zakonov, toliko tragičnih, bi rekel, zgodb, ki jih srečujemo vsak dan na svoji poti, recimo, ne, ob nas, recimo, se podirajo družine, bi rekel, razpadajo, umirajo, ne, vse skupaj in ne moramo biti brezbrižni. Jaz ne moram biti brezbrižni, recimo, sredi vseh teh zgodb, recimo, ne. In potem dejansko kaj doživljam? Doživljam to, recimo, da ta svet še kako kriči po upanju, kriči po novem veselju, kriči po tem, dejte mi, pokažite mi izhod, pokažite mi, a imam jaz odgovor, se vprašam, a ne? A sem jaz tisti, recimo, sem jaz vesel kristjan, ali sem pokopališki kristjan, recimo, ne? Kakšen kristjan sem jaz, recimo, kakšnega me vidijo ljudje okoli mene, s katerimi se srečujem. Poglejte, samo ko pridemo v cerkev, recimo k vašim, Bog ne da pogledaš levo pa desno, ne? Kje pa, da si kjer govoriš, recimo, in tako naprej, pa če tudi je pred mašo, ne? Samo da si čim bolj primiru, pa ti, pa čim bolj sklonjen, pa sključen, pa nekje zapred vase. Ja, Bog se usmiri. Halo? Naprimer, v protestantskih cerkvah sem tudi že kdaj bil tam te na vratah, nekdo sprejme, dober dan, objave, brat, sestra, kako smo veseli, da si spet prišel, priti sem in tako naprej, pa ne rečem tam, zdaj recimo, jaz šel me tudi stante, ne? Ampak enostavno vidim pa, da je pri nas, recimo, taka praznina in toliko prostora, manevrskega prostora za veselje, kot ga imamo v katoliški cerkvi, ga nima nikjer, a ne? Razumete, toliko prostora in toliko vzroka, če ima kdo pravico biti vesel, pa če ima kdo vzrok, da je vesel, potem imamo mi vzrok, da smo veseli, a ne? In se vprašam, preljubo veselje, kje si doma, je rekel Slomšek, a ne? Kam je šlo to veselje, a ne? Kam je šlo, zakaj se ne moramo lepo nasmejati, zakaj se ne moramo uvijeti? Na naših srečanjih, recimo, te prvi rečem, zdaj, da se pa objavite, pa si drug želite lep dan, pa da se bomo lepo imeli, pa reči, vesel sem, da si tukaj, da te je Bog pripeljal sem, hvala ti, da smo lahko skupaj. To je bistveno, se mi zdi, da tudi ta dinamika tega veselja, ki jo moramo vnesti v naše življenjske situacije. Se mi ne živimo pred 200 leti, pa tudi čez 200 let ne bomo več. Mi zdaj živimo v tem trenutku in v tem trenutku se mi zdi, da smo povabljeni, da v svojo sredo, v svoje odnose, v svoj stisk roke, v svoj pogled in tako naprej, v svojo držo prinesemo, bi se reklo, tega duha, ki je, kot je bilo rečeno, sad duha, a ne, pa je ljubezen, veselje, na drugem mestu potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, krotkost, a ne, to je delo duha, če pa jaz ne dovolim duhu, da v meni dela, pa sem pa pokopališki. A ne? Se pravi, to je čisto jasno, če vidiš ti recimo samo ene žalostne, pa samo take torokne kristjane, pomeni, da kristjani niso doživeli tega živega Božjega dotika, oprostite, a ne? Se pravi, so nekje na papirju, so kristjani, nominalni kristjani, v bistvu v resnici pa ne živi tiste polnosti, ki jo pravzaprav Jezus daje in obljublja in omogoča vsem, kdor jo le hoče sprejeti, a ne, hoteti in želeti in dovoliti Bogu, da v meni nekje rojeva in veliko rojeva, kako se reče, ta sad, ne? To veselje. Ne? Kdaj se to zdi? Ja, to, vsaka religija ima nekaj svoje zahteve, neko svojo strogost, ne? In s tem tudi neko nevarnost, da bi se ljudje preveč poistovetili s tisto disciplino in strogostjo. Ampak več čas tudi vsaka religija reagira na to, da ne zapade. Veliko, če že samo tako gledamo, v srednjem veku so reagirali na žalost z lepimi katedralami, z igro svetlobe v katedralih okrov, z romanjem po Jakobovi poti, hrib. Pred Santiagom se imenuje hrib veselje. Tam so zagledali turne od Santiagota, ne? In so ponoreli od veselja. Kada veselje je bilo. Potem novi vek, barok. Barok je tipična umetnost, ki hoče vzbuditi veselje. Po nepotrebnem poješ kar zavijaš, ne? Potem svetniki so vsi zviti tak, ne? Vojne estisti značilni baročni. Vse, oni stebri, vse tega, kje se imamo polno baroka svoji, ne? Potem imamo, recimo, ko se pojavi janzenizem, ne? Janzenizem ful močno udari v 18. stoletju, tudi cesarski dvor zapade janzenistični ideologiji, ampak imamo potem tako reakcijo, Barana Slomšek, reakcija na janzenizem, češčenje srce Jezusovega se pojavi takrat. Ne? Srce Jezusovo je tipično,
spoznajmo ljubega Jezusa, dobrega Jezusa, tudi nekako ne, smejočega Jezusa, čeprav so potem tudi srce Jezusa kasneje to pobožnost janzenizirali in smo spet postali nekaj strogo. In tak naprej, tak da je, bi rekel, v zgodovini cerkve vidiš večkrat to reakcijo in to očiščevanje, ne, da bi odkrili to veselje evangelija. In zdaj Frančišek, pa zdaj to še posebej podari, ne, ravno zaradi te faze, zlasti v zahodni družbi, je ta faza močna. Torej, pri kristijanih tele puščobnosti, tega razočaranja, tega občutka nemoči, ne, in pojavi se to malodušje. Tu Frančišek, to, kar ste že omenili, citira, to je Bernanov napisal, ne, da hodič ima v lekarni, pač v svoji lekarni ima več flašk. Ne. Njemu najljubša flaška je žalost. S tisto, kako je. Najljubša hodičeva flaška. Ne. To je Frančišek po Bernanovju vzel. In ta flaška žalosti, ne, te kapljice žalosti, mi vidimo, recimo pri dohodem, govorim pač kot župnik, kot duhovnik, ne, kako se to vsede tudi v duhovnike, recimo z neko kilometrino. Ne, ampak duhovnik, recimo, si bil 20 let župnik na eni župniji, župnijo si prevzel v času, ko še ni bila sekularizirana, ko so prve priprive polne otrok, ko je pel mladinski zbor. Zdaj, ko si po 20 letih župnik, imaš prve klopi prazne in nikoga, ki bi pel. In si rečeš, zakaj sem bil tu župnik? In star si 60 let ali pa 65 in rečeš, a še imam moč za novi zagon? Nimam. In se pojavi to pastoralno malodušje, ne, ki je pa ful nevarno, to pa je tisti hodičev strup, no, ki je ful nevarno. Samo med klic. Vmes sem se samo spomnil na to, ko smo rekel, že vsi gledali od Pedra Opeke, tiste, bi rekel, dol, tisto rajanje, ko maša traja 2 ure, 3 ure, pa nikomor dolg cajt, ne? Pa vsi uživajo, vsi skačejo, vsi plešejo, vsi bobnejo, vsi pojejo, procesija ena, procesija druga, eni hodijo sem, drugi hodijo treba, nosijo evangelij, nosijo ne vem kaj, Euharistijo in tako dalje, njeno samoslavje, res je gostija. Čovno, povem, no, Anton Trstenjaka, ko smo ga vprašali, eno teh predavanj, ko sem poslušal pri Trstenjaka, ne, ko sem pač bil pubec, no, Anton so ga vprašali, kje je največji problem krščanstva, pa rekel janzenizem. Ta hladnoča, ta občutek, da Bog kaznuje, ta občutek, da so eni dobri, drugi slabi, ne, ta janzenistična psihologija. To je največji problem slovenskega krščanstva. Ne. In mi smo še v oklepu tega janzenizma. Čeprav se ga tudi osvobajamo, sproti, ja. Mislim, da je to res evropski problem, no? Ker tudi jaz sem parkrat izkusil, kako zgleda krščanstvo na drugih kontinentih, v Afriki ali pa v Južni Ameriki, in je res drugače. Dejansko tam vse cerkve, katoliške in protestantske cerkve, rastejo in samo to izkustvo Boga je veselo in se tudi tako prenaša. In dejansko vedno potem, ko pride nazaj v Evropo, me v enem momentu, ne vem, na kakšnem letališču naprav, tako presune, pa kam sem jaz prišel? Tukaj je, tako da jaz mislim, da to, ko govorimo o veselju, pravzaprav ni tako nedolžna stvar. S tem, če nam kot kristijanom uspe si izboriti to pristno veselje, s tem gremo proti duhu, ki vlada in ki dela razkroj, posod okrog nas. S tem naredimo, če je to v nas in potem, če je tega samo malo v naših odnosih, s tem smo že luč sveta, tista, ki je Jezus rekel, da smo. Še eno misel se mi utrnila prav s temi majhnimi skupnostmi. Zato, ker jaz vidim v teh majhnih skupnostih eno Jezusovo logiko. Pa Jezus je zmeri tako, da je tisto bočično zrno, ko izgleda, da ni nič, je v bistvu ta prava stvar, ker zarasne. Isto se mi zdi, te majhne skupnosti izgledajo tako, pač ne, ja, majhne, ne, pač bar kristijanov se nekaj dobi, ampak v ekonomiji Božjega kraljestva je pa to, da par kristijanov čist preprosto pride skupaj, pa mol skupaj. Samo mol skupaj, kliče Jezusovo ime skupaj. Jezus prav tam, sem jaz sredi med njimi. In v Božjem kraljestvu je ekonomija obrnjena. Tisto, kar zgleda čist nevidno, čist majhno, je dejansko za Boga ta glavna korenina, iz katere potem raste cela večja struktura Božjega ljudstva. Se pravi, zdi se mi, da se moramo spodbuditi, da moramo slišati to spodbudo. Ko se dobimo, se srečamo molno skupaj,
se združimo v molitvi, molimo drug za drugega. Če lahko preberemo še te svetne pisma, še toliko boljš. Če lahko duhovnik zraven, pa da je zraven sakrament, še toliko boljš. Ampak že samo to dejstvo, da se kristijani zberemo, je v bistvu že, se pravi, v Jezusovi perspektivi je to že majhna ambasada Božjega kraljestva tukaj. Dajmo biti upogumljeni s tem, dajmo imeti Jezusov pogled, da ko vidimo, ko se dobim s prijateljco, sosedem malo molim, tukaj se v Božji perspektivi se nekaj zelo pomembno zgodi. Za Boga je to zelo dragocena stvar. Zato menim, da tudi tle v Evropi, tudi ko sam, ko gledam, tiste cerkve, ki rastejo, imajo vse ta element noter. Ne zdi, da je to vse samo neke mehne skupnosti, potem obstaja kongregacija, kjer imaš potem tudi bolj nauki, imaš bolj zakramente in vse to. Ampak ima pa v tem svojem življenju to bazično razsežnost, kjer se kristijani čisto preprosto srečujejo doma ali nekje od zunaj, si delijo življenje in molijo skupaj. Berejo svetopismo skupaj. To je taka, se mi zdi, da to je stvar, ki jo je za razmišljati naprej, ki jo je za razvijati na različne načine. Meni je všeč ta ideja teh bazičnih skupnosti, kateri nam spodbuja Frančišek. Ker mi se večkrat pogovarjamo, recimo tudi Pip, recimo je omenil, da bi le tudi biblične skupine postale tako številčne, kot so zakonske, mislim. Ampak večkrat razmišljamo, zakaj to drobljenje dejansko, ker skupina ena je slavilna, ena je biblična, ena je zakonska in potem v praksi žal zgleda tako, da potem eni in isti ljudje hodijo po vsem tem, niso doma z družino, takrat, ko bi morali biti in tako naprej. Kako pomembno bi bilo, da se gradi to kontemplativno bratstvo, ki pa recimo so pa res ljudje enkrat na teden skupaj, imajo pa prisotne vse te elemente, branje svetega pisma, imajo prisotno poučevanje, ker mi kot učenci se moramo učiti z svinčnikom v roki. Da znamo potem povedati za razlog upanja, ki je v nas. Slavljenje, pesem, vse te elemente, da so prisotni na enem takem srečanju. In taka bazična skupina je potem tista, ki že vnaprej, če je tako kot Frančišek pravi, poklicana in poklicani smo vsi, ampak če se tega klica zavedamo in smo navdušeni za to, da bi to širili naprej, če je to v našem uvidu, potem se avtomatsko to multiplicira, se množi, kot pravi Pavel v drugem pismu Timoteju 2.2, ki ga jaz tokrat citiram, kje sem se to naučil? Pejdi, je rekel Pavel svojemu učencu Timoteju, pejdi in to, kar si slišal pred mnogimi pričami, nauči tudi tiste, ki bojo sposobni druge naprej učiti. Prav mrežni marketing. V tem smislu, da se duhovno pomnožujemo in take skupine se potem lahko množijo. Če jaz lahko na tole navežem, Preden mi je rekel zdaj za tole Pavlovo naročilo. To je zelo, zelo pomembno naročilo. To izroči zvestim ljudem, ki bodo sposobni tudi druge poučiti. Se pravi, je vendarle neki kriterij postavil zvestobo. Zdaj pa tukaj jaz vidim klic po tem, da smo vsi povabljeni, da smo Genezareška jezera, ne pa Mrtva morja. Jaz večkrat to uporabim, to analogijo. Genezareško jezero, tisti Jordan, ki ga nekje sprejema, daje na drugi strani ven. Se pravi, to, kar sprejema, ne sprejema zase, ampak daje to ven, naprej. Tisti, ko smo bili v Sveti deželi, vemo, kako to zgleda, kako je Jordan. Na eni strani pride v Genezareško jezero, na drugi strani pa gre lepo ven. In Genezareško jezero je polno rib, polno življenja v jezeru, okoli jezera, ker tisto, kar sprejema, daje tudi naprej. Mrtvo morje pa mrtvo, je mrtvo, čisto, bi rekel, samo je mrtvo, nobenega življenja, okolica je mrtva, vse je mrtvo, nikjer nič, zato ker tisto, kar sprejema, ne daje nič naprej. Tu se mi zdi, da smo vsi mi kristjani povabljeni, da smo Genezareška jezera, da pač povemo, gledaj, tole se mi je zgodilo, kaj? To se mi je zgodilo. Pavel, recimo, gledamo Pavla v apostolskih delih, Pavel na parih mestih, recimo, pove, kaj se mu je zgodilo. Na 2, 3 mestih, recimo, ko je tam pred
kraljem Agripo, recimo, potem, ko je na Jeruzalemskem trgu, tam recimo ima 15 minut časa, pa pove, kaj se mu je zgodilo, pa še nekje drugje pove, kaj se mu je zgodilo. Na poti v Damasko sem imel pooblastila od velikih duhovnikov, da zvežem brate, ki so tam in pripeljem nazaj. Me je enkrat obsijala močna svetloba in sem padel s konja in tako dalje in slišal glas, Savel, Savel, kaj me preganjaš. In Pavel skozi potem govori, kako se mu je to zgodilo. Pravi, in jaz, ki sem bil prej preganjalec cerkve, ki sem imel prej veliko tako gorečnost za postavo, sem naenkrat pravzaprav spoznal tega, ki me je povabil in rekel, hodi za menoj, hodi za menoj. In zdaj na nek način vam oznanjam tega Kristusa, ki je mene pač na nek način vrgel na tla in mi je tako povedal, da je on tisti, ki ga pravzaprav jaz oznanjam, kateremu se poklica, kot njegova priča. In se mi zdi, da tukaj se mi zdi, da je te pretočnosti v nas kristjanih premalo. Včasih recimo so se v družini, ali pa smo se tudi pri nas zdaj, recimo doma po nedeljski maši, tudi celo pri kosilu pogovarjali, kaj pa župnik priprav. Ali pa kaj smo poslišali recimo pri berilu, pa pri evangeliju. To se mi zdi, tega pogovora v družini, kjer sta oče in mati, tista kateheta prva, ki prva vzgajata, ki prva prenaša na svoje izkustvo, ali na svoje otroke, tistega se mi zdi, da pri nas pali. In pater Vinko Škafar je enkrat rekel, takrat bo v Sloveniji nova evangelizacija postala stvarnost, takrat, ko se bo v družine vrnil pogovor o Bogu. In se mi zdi, tu je tisti ključ. Lahko nekaj vprašam. Mene zanima, koliko bi bilo to, ker veselje evangelije, to pravimo ljubezenje, veselje in mir, vse to je zloženo v svet družin. Koliko bi recimo češčenje sveta družine prineslo v to, da bi se ta evangelizacija oziroma to veselje res dejansko pelo in neko duhovno renesanso slovenske cerkve prineslo? Če lahko jaz odgovorim, jaz pravim, da je češčenje svete družine ali pa češčenje kakršnekoli, bi rekel, ikone na nek način Boga, ki jo jaz osebno recimo doživim, posledica mojega spreobrnenja. Ko sem jaz enkrat doživel spreobrnenje Boga, da sem rekel spreobrnenje v smislu tega, da sem jaz slišal osebno, Dani, poslušaj, jaz tebe imam brat, tebe v bistvu, za tebe sem šel na križ, za tebe sem prejemal udarce, zaradi tega, da bi ti na nek način bil osvobojen tega izvirnega greha in vseh grehov, ki si kdajkoli naredil in kdajkoli boš, da boš lahko prišel čist k mojemu očetu in da bo lahko večno živela skupaj. Se pravi, ko sem jaz to osebno slišal, to povabilo, takrat se je v meni premaknilo in takrat sem jaz začel rasti. Temu nekateri rečejo novo rojstvo in ga na nek način povezujejo s tistim Jezusovim pogovorom z Nikodemom, ko mu je rekel Nikodem, kako mora človek roditi, se znova roditi, ko je star, mora iti drugič telo svoje matere in se roditi Jezus pravi. Ne, če se človek ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. In tu se mi zdi, da je tako, takrat sem jaz začutil, kot da sem se znova rodil. In zdaj kot novorojenček najprej potrebujem materino mleko. In v Svetem pismu veliko krat recimo pisci opisujejo Sveto pismo Božjo besedo kot mleko, kot tisto mleko, recimo mleka sem vam dal piti, pravi Pavel, in ne močnih jedi, ker jih še niste bili sposobni. Se pravi, takrat kot duhovni novorojenček potrebujem recimo neko duhovno mleko in duhovno njegov bratske skupnosti, bi rekel, občestvo, v katerem lahko zaživim in lahko rastem. In potem recimo češčenje, bi rekel, ikone, kakošno jaz razumem, da je, bi rekel, sveta družina, to je, bi rekel, čistena potem osebna pobožnost, ki jo človek kot posledica tega osebnega spreobrnenja lahko zaživi. Jaz bi predlagal, da počas zaključimo z enim krogom misli o tej spodbudi veselje evangelija, kaj vas je osebno najbolj nagovorilo v tem, pa morda pol na kratko še za vprašanja, če boste želeli. Ste za to? Pater Branko, mogoče? Ja, mene je to najbolj nagovorilo to poglavje misionarska preobrazba cerkve, o čemer smo že govorili. Torej, pač sem pastoralist na nek način, taki bolj priučeni.
sem župnik in me te stvari pač član misionarskega reda, ne? In me je to že zaradi tega najbolj nagovorilo. Ta misionarska preobrazba cerkve, ki je ta veliki izziv, pred katerim smo, ne? In Frančišek dejansko je zastavil tudi svoj pontifikat na tej točki. Tu ostanem ali padem, ne? In na tem bo vztrajal do konca. Na te ideje, če hočete, bolj kot ideje, seveda potrebi, gonu, ki prihaja od spodaj, od svetega duha, o misionarski preobrazbi in o potrebi po nove evangelizaciji. Hvala. Jaš? Jaz bi isto rekel, ta klic k misijonu je fenomenalno dobro izražen in jasno, preprosto in direktno. In to mislim, da kristijani rabimo, to nas osvobaja za to, kar ne bi bili izvorno in potem ta res neumorno ustrajanje na veselju, ki vidiš, da ni to pač samo neka priučena fraza, on to dejansko se to vidi iz njegovega nastopanja, iz njegovega poguma, ki ga ima, res velikega poguma, ki ga ima, da začne govoriti o stvarih na drug način, da odpre, meni se vidi, pa še odpre neverjetno veliko front, ne odpre ene fronte, sem odpre množico. In to občudujem. In seveda to stvar, kar smo rekli na začetku, ta klic k temu preprostemu živimo vsakodnevnemu stiku z Jezusom. Iz tleveno se prihaja. In to veselje in ta misijonska identiteta, ki jo imamo vsi kristijani, to se mi zdi. Karmen, ti si rekla, in dejansko smo par tem, ki jih ta enciklika odpira, pozabili danes, namenno. Ampak ti si dejansko rekla tebe, ta njegova skrb za Boge najbolj nagovarja. Ja, veste, mislim, da se vera potem v delih ljubezni izkaže. In tudi, kar se tiče teh majhnih skupnosti, recimo zdaj imamo predvsej katoliških gibanj, ki delujejo na tak način, recimo novi izvene skupine, neopotehumni imajo tudi skupnosti, skavti imamo bolj. No, tu je ena možnost, da je človek opažen in da je sprejet. Recimo v eni župnijski cerkvi veliko ljudi in med njimi so mnogi, ki nam veden, da nameni pozornosti, ko so usamljeni, ko so žalostni, da nosijo težka bremena in jih nobeden ne vpraša, nobeden ne govori, nobeden ne pripravljen pomagati. Enostavno ni prostora za to. Majhne skupnosti pa nudijo ta prostor, oziroma imajo to možnost, če ga znajo potem ustvariti, da je to res varen prostor, da ni to kraj tekmovanja, kdo bolj popoln, pa kdo ima več karizem, pa tako naprej, ampak kraj verljivosti, odprtosti, da lahko vsak pove svoje stiske. In da je kot tak ljubeče sprejet in razumljen, da se potem nuta bratsko-sestrska pomoč. In to se mi zdi, na vse, tudi preko molitve, že dovolj se mi zdi človek, ki je v stisku želi, to pomeni, da nekdo sočustvuje z njim. Tako pa naš Bog, vsake stiske je z nami, on je tista neverjetna sočutna bližina, ki nas nikoli ne pusti sami. K temu smo tudi mi povabljeni. In se mi zdi, da je to najboljše pričevanje, da potem še drugi ljudje lahko vidijo, kako se imajo radi med seboj. Jaz, če povem svojo osebno izkušnjo, zelo trenutno v tem obdobju se mi veliko hudih stvari zgodili, veliko stvari sem mogla spustiti. V bistvu živim res samo od zaupanja, da Gospod, da bo to vse dobro pripeljal. In ko sem to z ljudmi podelila, so tudi oni meni povedali svoje zgodbe. Takrat so se ustvarili najbolj močne vezi. To ljudje, ki jih z ljudmi, ki jih poznam 10-20 let, pa smo velikrat skupaj slavili, pa se lepo imeli, pa marsikaj lepega doživeli. Se niso tako močne vezi spletli, kot potem, ko sem recimo z njim lahko podelila svojo zgodbo, pa on z mano svoje. Tako da se mi zdi, da smo v temu povabljeni, da postavimo take skupnosti. Hvala. Še ne. Meni je najbolj nagovorilo tisto, ko sicer je namenjeno duhovnikom pri pripravi pridige oziroma homilije, kjer pravi, da pričujemo lahko samo tisto, kar se v nas
osebno, bi rekel, nekaj, kar smo osebno doživeli, osebno izkusili, kot osebno preobrazimo. In Božja beseda, ki jo preberemo, svetopismo, če je svetopismo v meni doživelo mojo osebno, bi rekel, preobrazbo, oziroma če je v meni osebno pognalo korenine in me preobrazilo, potem lahko autentično ali pa z eno verodostojnostjo to sporočilo prenesem naprej, drugače je pa v bistvu stvar popolnoma izgubljena.